Živijo in dober dan, dragi poslušalec ali poslušalka podcasta Umetnost lenarjenja. Moje ime je David Zupančič, danes je prva sobota v mesecu in seveda čas za čisto svežo epizodo. Danes govorimo o nujni medicinski pomoči ali na kratko NMP. Zakaj sem zbral to temo? V glavnem pač zato, ker se mi zdi zelo zanimiva. Urgenca sama po sebi je blazno zanimiva. Kot ste opazili najbrž tudi, če ste kdaj gledali kakšne televizijske serije ali filme na medicinsko tematiko, redko kateri hollywoodski projekt spremlja neke programske operacije v operativnih dvoranah ali pa zdravljenje krčnih žil na internih oddelkih in podobno. Se pravi, vedno se ukvarjamo ponavadi z urgenco, rešilci, reševanjem življenj, z vsemi dramami, ki pač spadajo zraven. No, ta tema NMP je pa posebej zanimiva tudi za naše okolje, torej za Slovenijo, ker veste, da tukaj pri nas pač imamo pomanjkanje zdravstvenega kadra, nismo edini v Evropi, ampak obljublja se neka reorganizacija, neki urgentni centri. Torej, kaj sploh pomeni NMP Slovenija, kaj je funkcija dispečerske službe, kaj se zgodi, ko zavrtiš ta telefon 112 in kako hitro bo dejansko do tebe pridrvel rešilec s pomočjo. Vse to sva z mojo današnjo sogovornico tudi pokrila. In končno še tretji razlog, da se mi zdi ta tema tako zelo pomembna, tiče se čisto vsakega od nas. Nihče ni, nekako bom rekel, nima te pravice, da ignorira vprašanje prve pomoči. Namreč čisto vsak človek bi moral poznati osnove prve pomoči, ker kot boste tudi slišali med pogovorom, se bitka za življenje nekoga s srčnim zastojem zmaga ali izgubi na terenu. No, kot vidite, je za obdelati kar par različnih in zanimivih področji, kar je tudi razlog, da je ta epizoda podcasta Umetnost lenarjenja čist nenačrtno postala najdaljša doslej, ampak brez skrbi. Ne boste poslušali samo mene, tako da sam pred začetkom dovolite, da vam na kratko predstavim svojo sogovornico. Valentina Pugl je zdravnica, specializantka urgentne medicine. Sicer je velik navdušenec nad gledališčem in umetnostjo že od majhnih nog, slišali boste tudi najino zgodbo, namreč spoznala sva dolgoletna prijatelja in spoznala sva se, ko se je ona pridružila moji novo ustanovljeni dramski skupini medicinske fakultete. Jaz sem bil tretji letnik, ona je bila brucka in med študijem sva veliko delala skupaj in sva na velike odre različnih gledališč spravila 4 ogromne produkcije. Valentina mi je med pogovorom razjasnila res veliko vprašanj, ki sem jih tudi jaz imel na temo dela in organizacije nujne medicinske pomoči v Sloveniji. Sva se pa seveda dotaknila tudi vprašanja, kako človek, ki dela vsak dan na urgenci, se vsak dan srečuje z najhujšimi poškodbami in tudi smrtjo, kako skrbi za lasten notranji mir in duševno zdravje. V opisu podcast epizode najdete en kup povezav, ki sva jih omenila tudi med pogovorom, med drugim nekaj odličnih virov informacij za vse tiste, ki boste dobili v poslušanju neko motivacijo, da malo ponovite osnove prve pomoči. Sicer pa vam želim seveda eno prijetno poslušanje in se slišimo spet naslednjo soboto. Doktor Valentina Pugl. Živjo, prvič v življenju sem te tako poklical. Nikoli, nisi tako poklical, ja. Kako si kaj? Pa v redu, na ta deževen dan sicer super, no, pa ti? Ja, fenomenalno, super, hvala, ker si prišla. Nisem te še nikoli poklical na ta način, poznava se že kar nekaj časa in sva se spoznala v resnici, mislim, da si bila ti prvi letnik, pa jaz tretji letnik faksa, a ne da? Ja, v bistvu, jaz sem se znašla na tvojem sestanku malo po pomoti, no. Po pomoti? Ja. To pa ne verjamem. Kako po pomoti? Ja, nikoli se nisva niti v tem dogodku pogovarjala, kako sva se spoznala, ampak jaz sem tja prišla z eno kolegico, ki je rekla, da pač je ta gledališka skupina pač nekaj, čemur se moram jaz nujno pridružiti. To je bil moj sestanek dramske, ne, ko smo Ja, to misliš. Ko smo pač v bistvu odpirali dramsko skupino oziroma si jo ti, jaz sem bila
takrat prvi letnik, spomnim se, da je bilo pred prvim izpitnim obdobjem, jaz sem imela aktivno predstavo v Konicah in pač res si nisem želela še dodatnega dela in vsega skupaj in pa sem prišla tja na tvoj sestanek in v bistvu že takrat, ko so začeli spraševati, kdo ima kakšne izkušnje, pa kaj, pa to... Si bila edina z izkušnjami. Bila edina z enim kupom izkušenj, tam malo razvajena, pojem je bilo kar malo nerodno, ko si vprašal, če ima kdo izkušnje z režijo in jaz pridem, jaz sem bila lani na nekem seminarju in ne vem kaj. In bolj ti daš meni svoj tekst, boš ti to zrežirala in jaz to res, mislim, by the way sem tu, ampak... Ja, prvič na sestanku slučajno. Mislim, potem se je začelo v bistvu obdobje režije Valentine Pugel, kad si našla dramsko skupino Cortex, ki sva jo pustila na faksu in še deluje. V maju imajo list dole eno premiero svoje dramske. Preživeli so, kar je meni impresivno, če govorimo o tem obdobju, ki je prizadel tlo profesionalen teater, je dramska skupina medicinske fakultete preživela tudi COVID čase in še delajo. Tako da jaz sem na to zelo ponosen, kar sem mi pustili, ti si zrežirala koliko 4-5 5 predstav je bilo vse skupaj. Mislim, jaz, če se vrnemo na to, kako so se spoznala na to osebno zgodbo, jaz sem ful mislila, da ti v bistvu mene ful ne maraš, ne? Kaj vse bom zvedel? Ta podcast se je dobro začel. Ja, jaz sem v bistvu mislila na začetku tega podcasta ti povedati, da zdaj lahko ti zrežiraš ta podcast, pa ga malo porežeš, pa pač se odločiš, mogoče pa to malo preveč, pa mogoče pa to ni v redu, ne? Jaz sem mislila, da me v bistvu ne maraš, ne? Jaz sem takrat prišla na prvi sestanek in ti si rekel, da bi imel predstavo v veliki predavalnici, pa da to bi bilo tako malo za študente, pa to, ne? Nisem mislil, da lahko kaj več naredimo. Ne? In jaz sem prišla tja, pa pač absolutno ne. Mislim, če si ti rekel meni, da moram jaz to režirati, jaz sem razvajena iz Konic prišla z enim kupom pač vaj na odru in vsega tega in vsega lebele kodar, ali pa ne. Ja, to se spomnim. Ti si tako, dajmo iti na oder, pa sem jaz mislil, čakaj prvič, ne, kao to stane, drugič, kdo bo šel gledat. V glavnem, mislim tako, dramska skupina našega faksa, kjer so se mi spoznala in smo jo tudi otvorili, je razprodajala v bistvu pol španske borce, Šentjakobsko gledališče, v Celju smo igrali, ne? Ja, v Celju, v Murski Soboti, tako da mi smo bili zmožni španski borce takrat tudi po 4-krat razprodati. To je v bistvu kar 1000 ljudi. Ne govori samo v bistvu o nas in naši dramski, ampak govori veliko tudi o študentih medicine, se mi zdi, ker so bili primarno naše tračno občinstvo. Zanimanje in želja potem je bila izjemna, ker jaz sem mislil, dobro, medicinci smo tako zanimani, sta kirurgija, medicina, kdo bo to šel gledati, mogoče ne bo veliko ljudi. In na koncu ljudi, mislim, študenti, naši vrstniki, to so izkazali tako interes, da mislim, svašta, no, tako da jaz imam izjemno lepe spominje na to in zdaj lani je bilo 10 let, ne, od naše prve. Jaz mislim, da smo mi tudi v bistvu dejansko v širšem prostoru pustili en dober učinek, kako bi temu rekla, no, ker takrat, ko sem jaz v bistvu dobila rektorjevo nagrado za celo to delo z dramsko skupino, je v bistvu več profesorjev pa teh predstavnikov Univerze v Ljubljani dejansko povedalo, da so bili na naših predstavah. Se jih spomnim. To je bilo najlepše, ko si nekega profesorja, ki ti je predaval, pa ki si mogoče celo imel ustnega pri njemu sreču takrat po predstavi na tistem druženju, po premieri. In se mi zdi, da smo bili vsi ponosni, da se lahko pokažeš tudi na drug način. Jaz sem tudi konkretno imel tak podoben zdaj vtis knjigo, da v službi se stalno kažeš kot nek, recimo, vesten delavec, naravoslovec, potem pa pokažeš neko drugo plat, ki ljudje ne poznajo in kjer je pa neka ustvarjalna žilica glavna, ne. Meni se je zdelo to v bistvu bolj kot nek ventil za sproščanje, no. Ja, za nas absolutno, ja. Nisi tega delal zato, da bi druga impresiral, ne. Ne, mi smo se tam pač v teh delih, pa v teh predstavah v bistvu ful najdli in mi smo se z veseljem hodili pač bolj družiti kot to, da bi nek produkt ven prišel. No, to je bil končen cilj, ampak mi smo uživali v bistvu v celem poteku vsega skupaj. Še drugače ne moreš, saj veš, koliko imajo študenti medicine časa, koliko se učiš, koliko imaš vaj, da smo mi, ne vem, enkrat, dvakrat na teden zvečer prišli nazaj na faks in 2 uri vadili. Ja, pa da si se 2 tedna pred predstavo v bistvu priselil na faks in bil tam vsako noč do polnoči ali pa še dlje, mislim, to je bilo kar... Pa ti si imela še v resnici vse to čestne, od lučk do kostumov. V glavnem, tako le, če pogledam, zdaj, ker sva tudi tako začela, ti si rekla, ne, ti si prišla že na faks medicinsko fakulteto z ogromno izkušnjami v gledališču in si potem šla študirati medicino in zdaj si urgentna zdravnica. Ti si kdaj razmišljala, da bi šla igro ali pa režijo prav
za življenje, ne študirati, delati? Ja, to je bilo v bistvu ena moja velika dilema. Jaz sem v bistvu z umetnostjo začela, ko sem bila zelo mala in tudi te moje prvi nastopi in neke prve predstave segajo nazaj v osnovno šolo ali pa celo prej. V štartu sem bila sicer baletnik, pa se je to nekako razvilo v gledališče, pa v pač glasbo in vse skupaj s tem sem stopnjevala tekom srednje šole, pa sem se jaz v bistvu v srednji šoli nikoli zares ukvarjala s tem, kaj hočem biti, ampak sem pač uživala v tem, kar se je takrat dogajalo. Nekje v ozadju je bila skozi genetika, kar je ful smešno, zdaj, ko sem dejansko na urgenci. Čak, genetika kot, da si razmišljala o študiju genetike ali tvoja genetika? Kot to, da sem hotela biti genetik. Aha, tako, To je bila ideja, da bi bila ali režiser ali igralec ali pač v bistvu genetik. To je ta splošna dilema mladih ljudi, a bi bil režiser ali genetik. Ja, mislim, ta je bila kar divjara. Zanimiva izbira. Pa v bistvu pri meni se je tako zaključilo tam, da nekako si nisem predstavljala, da bi kot režiser, kot poklic pol dejansko uživala v tem, Pač, ker bi se mi zdelo, da bi bila pod takim pritiskom, da moram nekaj ustvariti pa narediti, da v bistvu sploh se ne bi več z veseljem ukvarjala s tem, In sem to ohranila kot nekaj v mojem prostem času. To je lepo, ker tudi mene kdaj vprašajo, če sem razmišljal o AGRFT, jaz sicer izključno v igri, ne o režiji, ampak zmeraj rečem, da kot zdravnik sem lahko hobi igralec, ne pa obratno. Mi je pa zanimivo, da rečeš, da nisi šla na režijo, ker bi bila pod pritiskom in potem si šla v urgentno medicino. To je tudi taka... Ja, to je tudi kar zanimivo. Ampak ne, mislim, te čisto razumem, ker to so različni pritiski. Tle nisi odvisen od nekih kritikov, recenzentov, razen če nek članek daš, ampak ni to zdaj, jaz sem dober nastopil, a sem dober... Mislim, meni bi bil ta pritisk, da moram zdaj ustvarjati pod prisilo, ker pol se bi mi zdelo, da tisto, kar bi jaz ustvarila, ne bi prišlo od mene in pol v bistvu v svojih delih, da ne bi prepoznala sebe, pa tega ne bi hotela dati na odrno. Pač jaz imam to neko čudno svojo samokritiko, ki veliko stvari sfiltrira in če bi me postavil na pritisk, zdaj pa moraš, ne vem, to pa to narediti do takrat, to bi bila kar velika kriza. Ja, se pravi, da bi bila kot služba. Mislim, mi smo tudi imeli deadline na faksu, ko smo igrali, seveda, ampak se mi zdi, da si lahko res smo si izbrali svoj tekst, smo izbrali svojo ekipo, čist si bil prost v resnici in finančno nisi bil odvisen od tega. Ja. To je meni podobna stvar tudi s podcastom. Jaz to zelo rad delam, čeprav nimam veliko časa. Ampak če bi imel nekega menedžerja, če bi to bila moja služba, ki bi on rekel 2 epizodi na mesec, zdaj moraš vključiti to, zdaj je tisti sponzor, zdaj je to. Ne vem, če bi toliko užival. To se mi zdi, da je fajn, če imaš neko službo in potem dodatne ventile čist zraven. Ja, mislim, mi nismo imeli takrat pritiska, ali bo dvorana polna, ali ne bo, mi se s tem praktično nismo ukvarjali. Nam je bila sama pot do cilja ful zabavna in nas je to zabavalo. Kot si rekla, do druženja. Ja, pa ko si pa videl, da tudi produkt je v bistvu bil ful dober in da je tudi to naredilo eno stvar, drugi dimenzijo je dalo, in pa si bil to bolj zadovoljen. Absolutno, No in potem ti med vsemi režijami še študirala medicino in si se enkrat vmes odločila, da bi bila del nujne medicinske pomoči oziroma specializacije se reče urgentna medicina. Ja. A se meni sam zdi, ali smo čisto vsi na faksu na neki točki hoteli biti urgentni zdravniki. Ne vem, tako se mi zdi taka stroka, ki ogromno ljudi zamika. Pa ne vem, če zares, Mogoče zdaj, ko sem dejansko urgentna zdravnica, pa ko me zanima, kdo bi to sploh še delal, ker jih ni toliko veliko, ki se na koncu dejansko odločijo za ta poklic. Jih je nekaj, pa ne vem, kaj jih odvrne. Po moje tekom, ko smo mi študirali, sploh ni bilo veliko ljudi, ko bi jih zanimalo urgenca. Pač vsi, mislim, saj jaz osebno, ta moja genetika je kar hitro minila, čeprav verjamem, da so ful super pa ful fajn, ampak jaz sem daleč preveč dinamično bitje za biti genetik. Tako da rabila sem sicer 3 izbirne predmete, da sem to ugotovila. Si ustrajno imala genetiko na fakulteti. Ustrajno. Prepričajte me, prosim, da se vam pridružim in ni uspelo. Pa sem imela pa to idejo, da bom anesteziolog in mene je kar dolgo časa držala, da bi bila anesteziolog. Veš, tle je pa zanimivo, ker ljudje, ko rečeš, jaz bi bil anesteziolog, če ne poznajo medicine, kdaj predstavljajo, da to je samo tisti, ki tam sedi ure in ure pri operacijah in gleda v luft.
V resnici je med urgenco in anestezijo, bolj kot med urgenco in genetiko, med urgenco in anestezijo, med urgentno medicino in anesteziologijo veliko prekrivanja. Ja, ker ti enostavno, če si predstavljaš anesteziologa, ki nekoga sedira, da bo mu odprli trebuh, ga moraš v bistvu toliko zadeti, da skoraj pač mrtev leži pred tabo, oziroma on ne diha, če ga boš ti pustil, bo umrl. Ti prevzameš kontrolo. Tako, in ti moraš tega človeka, ki ne diha, pač s različnimi cevkami oskrbeti in znaš veliko stvari, ki jih znajo urgentni zdravniki, mislim, prekrivanja je nekaj, seveda malo stroke so čist svoje, ampak razumem, zakaj si med tema dvema stvarima nekako kolebala in jaz pa sem rekel bolj to, da mislim, tako bolj v prvih letnikih se mi zdi, da je urgentna medicina tudi tisti predmet, ki malo stopiš iz anatomije, kemije, celice, ko ti tam učijo in vidiš tako realne primere in pa si predstavljaš, da bi se z rešilcem pelil in imel tisto uniformo in tako. A veš, se mi zdi, da smo veliko študentov je bilo tako, mogoče enkrat, mogoče bi kdaj to delal. Ja, ne vem, mislim, pri nas niti ni toliko mojih sošolcev vozilo že za rešilci. Jaz sem imela mogoče ali to srečo ali pa to smolo, da sem vedno končala nekje tam, ne. Aha. Ja, pa druga stvar, ki je imela mogoče kar velik vpliv pri izbiri specializacije pri meni je bila v bistvu moja mama, ki je sicer družinska zdravnica, ampak v manjših krajih so v bistvu pokrivali več ali manj oni nujno medicinsko pomoč. Ona je bila ogromnokrat dežurna, ogromnokrat in vikende in po noči, njej se je v bistvu dogajalo seživanje z te zgodbe tekom faksa, v bistvu sem jih kar veliko zvedla, no. Pa tudi pri njej sem delala družinsko medicino, vaje in ona pač je tiste dni, ko je bila urgentna, je rekla, lej ti pač zdaj nimaš izbire, ne, in greš z mano. A ja, tako? Ja, mislim pač, ona je mi povedala, lej ta in ta dan sem jaz pač urgentna, ti si pač z mano na vajah in to pač pomeni, da ti greš z mano. To je dobro. Mislim, sej tudi naprej so se stvari takne. Jaz sem šla v bistvu na 2 izmenjavi, vsaka pustila nek svoj pečat, bila sem v Mehiki, kjer pač sem si želela videti neke določene divje stvari, kot so streljne rane pa druge poškodbe. In ti je uspelo. In mi je to tudi uspelo. Aha, si videla? Dobro. Ja, in sem to videla tudi na urgenci tam, čeprav sem bila pri kirurgih, ampak sem šla pa čist malo pofirpcati na urgenco, ki si mi je ponudila priložnost in tam sem se pa tudi naučila šivati in tudi naučila tehnikih osnovnih kirurških tehnik bolj kot česa drugega, pač kaj lahko narediš na urgenci. Ampak to se pravi, da je neka genetika ostala, se pravi, od preko mame. Ja. Si podedovala ta čut. Nek ta čut. Všeč mi je to, da če ni imela varstva, da si pač mogla z njo. Ja, Tam je dobro. Mislim, kam pa boš dal svojega študenta medicine? Tu počak pa. Ja, se to bo pol, ko si bila večja. Jaz sem si zdaj predstavljala tako, ko si bila en malček, pa tako. Ne. Vrtec ne dela, zdaj boš v rešilcu počakala. Ne, to me ne. Mami, sam tale nož izvreče, pa pride. Na ta način. Jaz takrat nisem bila glih najbolj navdušena, da bi bila zdravnica. No. Jaz sem pri 5 letih rekla, da bom slikarka pa pisateljica, tako da kam smo prišli, ne. V bistvu, ko sem šla pa na Dansko, je bil pa še večji žur, ne. Tam sem bila pa pri anesteziologih, prepričana, da bom anesteziolog, valjda, in isto moj mentor je delal pač na NMP-ju in je rekel, lej, 2-krat na teden sem tam, če si želiš, lahko prideš z mano, če ne, pa pač ti bomo našli drugega mentorja za tiste 2 dni, no. In tisti je bil tudi čist drug svet, malo bolj strog sicer kot pri nas, ampak je pustil pa tudi kar velik pečat, da sem se spol na koncu odločila za to. Ok, NMP torej, kaj to pomeni? V bistvu nujna medicinska pomoč je nabor nujnih ukrepov oziroma zdravstvenih storitev, kjer jih opustitev vodi v eno hudo okvaro zdravja ali pa celo v smrt. Se pravi, vi, če boste nekoga, ki rabi nujno medicinsko pomoč, pustili na cesti, bo on imel eno ful hudo hibo ali pa pač bo umrl tam na mestu. Sem spadajo tudi vsi nujni prevozi. Zdaj, čist organizacijsko pri nas poznamo zunaj bolnišnično nujno medicinsko pomoč pa bolnišnično nujno medicinsko pomoč, ne? Zdaj, zunaj bolnice deliš ti to v bistvu na prehospitalne enote, ki so različne. A to je recimo kot tvoja mama, ki je imela ambulanto in je zraven še nujna stanja gledala? Ja, to je v bistvu zunaj bolnišnična. Je v bistvu ambulanta, kjer imaš zdravnika za sestro, lahko tudi z 2,
pa pol v bistvu pač te mobilne enote, kjer pa so različne sestave. Načeloma lahko imaš pač mobilno enoto NRV-ja, spravi, to je nujno reševalno vozilo, to sta dva reševalca oziroma tehnika, en diplomiran pa en pač samo srednjo šolo. Potem imaš pa v bistvu še vozilo urgentnega zdravnika pa mobilno reanimacijsko enoto. Ja, cela zbirka. To je zato, ker pač poznamo skuša se zdaj tako narediti, da bi obstajale pač NRV, se pravi rešilc z 2 reševalcema. Brez zdravnika. Pa vozilo urgentnega zdravnika, kjer je en reševalc, ki te vozi, pa v bistvu ti kot zdravnik. Ta mobilna reanimacijska enota je pa v bistvu zdravnik pa 2 reševalca. Razumem, ja. To je pa ta za najhujše primere, se pravi, ko rabiš... Ja, zdaj se skuša v bistvu narediti to, da bi imel randevu, se pravi, da bi bil tako kot je v tujini, kjer na dogodek, kjer potrebujejo zdravnika, pošljajo v bistvu najbližjo enoto NRV-ja, se pravi najbližja 2 reševalca, ki sta lahko tam pred tabo, ali pa recimo motorist, in pol ti preletiš ekstra z avtom. Za njimi, ne? Za njimi. Ampak to se pravi, zdaj, če greva čista organizacija, se pravi, nekdo more tukaj v osnovi oceniti, kakšno ekipo mobilizira. Se pravi, koliko je to nujno, ne? In to, a je to zdaj, kaj se zgodi recimo, ko pokličeš 112? Ko ti v bistvu pokličeš 112, dobiš zdravstvenega dispečerja. To je v bistvu zdravstveni tehnik, ki ima eno posebno izobraževanje za sabo. In on najprej s tabo preveri v bistvu, kdo si ti in kje lokacijsko si. On sicer dobi tvojo telefonsko, pa tvoj geopin, kje pač se nahajaš, potem posluša tvojo zgodbo. Pol je v bistvu odvisno, tvoja jasna zgodba ne prekinja, če že v tisti zgodbi ugotovi, da tu gre za absolutno nujen primer, on sploh ne čaka in spusti ven ekipo. Recimo v srčnem zastoju on sploh pač te sicer posluša, ampak vmes že proži ekipo z zdravnikom, spravi 2 vozili, da pridete v bistvu na kraj tja. In on v primeru srčnega zastoja, recimo, če se kar tega konkretno lotiva, on v bistvu potem s tabo naprej govori, kaj je, ali oseba diha, ali ne diha, ali govori, ali ne govori. V glavnem, on te tudi vodi čez vse temeljne postopke v življenju. Mislim, tle je dobro tudi en poudarek. Jaz imam več ciljev, da s tem tvojim pogovorom s tabo. En je to, da malo predstavlja, kako to deluje, pa tudi, da par stvari razčistiva ljudem, kaj to za njih pomeni, pa mogoče kaj lahko oni naredijo v smislu postopkov življenja. In to, kar si zdaj rekla, se mi zdi pomemben poudarek, ker ko tebe recimo ta človek nazaj potem sprašuje, ti reče, a diha, a ne, naredi to, so kdaj ljudje živčni, ker si mislijo, da zdaj on sploh še ni ukrepal, da on zdaj tebe tukaj nekaj sprašuje, preden bo odložil pa rekel zdravniku, pa ti na pot. In to sporočilo, da on poklika stvari in je v bistvu rešilec že na poti, ko se on s tabo naprej pogovarja, je kar pomembno, se mi zdi, ker ljudje so živčni potem nazaj. Kaj me sprašuješ, kaj mi delaš, pošelj nekoga, ne, na ta način. Ja, v bistvu je ful različno, no, mislim, ne vem, če to vejo sploh, ampak v bistvu dispečer mora v 1 minuti se odločiti, kaj bo naredil in kakšno ekipo bo poslal. On ima 10 sekund v bistvu, da dvigne telefon, sej je več ljudi, nisem eden, ki zdaj tam panično čakati telefon. 7 neodgovorjenih klicev. In potem v bistvu on mora v minuti dejansko sprožiti. No. Lahko tudi spremeni prioritet. Oni poznajo v bistvu 3 različne prioritete. Ene so rdeče, oranžne, pa potem pač zelene. Zdaj, rdeča je tista, ki rabi nujno zdravnika, pa ko rabi nujno zdaj takoj. Oranžne rabijo načeloma pač reševalca, potem zelena je pa v bistvu nekaj, kar ni nujno za NMP. Tako da mi v bistvu to imenujemo pol tudi po cifrah, 90, 80, 70, to je tudi pol te razlike, ko vidiš, da se rešilc pele z lučkami ali pa samo z signalizacijo ali pa pač z ničemer. Razumem, ja. Tu imaš pol vse te. Tudi zato, ker kdaj kdo pokliče, ne vem, babico je danes toliko hrbet boli, da se ne more premikati ali pa se je toliko vrti, pa pokličeš rešilce 112 in pol si tako. V tej državi nič ne funkcionira, ker so prišli šele čez 40 minut. Ampak v bistvu je nekdo striažiral, da se to lahko zgodi, če bi babica nehala dihati. Koliko je reakcijski čas poprečen za... Poprečen nekje, mislim, da je 7 minut. Za Ljubljano. Za celo Slovenijo. Za celo Slovenijo. Mislim, da je to za celo Slovenijo, no, če si nisem... Najbrž so nekaj odstopanja, ampak v Ljubljani je zihar pod 8. No, mislim, da Ljubljana je 7, no, če se jaz prav spomnim. No. Ampak moraš biti pa v bistvu tudi ti, ko te porožijo v 1 minuti v avtu. To je v idealnih razmerah. Ne? In ti si pač, odvisno, da si to rekla, ali si prehospitalna enota, gre za ambulante, hospitalna enota je pa primer tudi klinični center, ali kaj? Ne, v bistvu čisto, kar delamo mi, je vse prehospitalna.
Hospital NMP je pa to, kar ti izvajaš v bolnici noter. Se pravi, ko že prideš nazaj, razumem. Ja, ne, ko prideš nazaj. To je pač čist to, kar je v urgentnem centru. Oziroma to, kar je pač ali IPP ali KPP po starih pač organizacij, to je kakorkoli obrneš. To je vse, kar se dogaja noter. Oni ne izvažajo. Ti imaš naprej hospital ekstra pisane zdravnike, kot pa pač noter v bolnici. Ja, seveda, ja. Za teren, zdaj, če celo greva na ljubljanski primer, ti zdaj delaš primarno tle, tukaj ne v Ljubljani. Se pravi, ta dispečer dobi klic, on v 1 minuti se odloči, da gre najbrž za srčni zastoj in tam klikne, vi to pol, kot v seriji. Jaz sem drugače krožil, na NMP seveda vsi smo, ne, ampak to se spreminja in malo se tudi ne spomnim. To zazvoni nek reanimacijski telefon poseben, ne? Ti imaš, vsaka ekipa ima zdaj v bistvu svoj mobitel oziroma eno tako postajo, na katero ti dobiš sporočilo, ti dobiš en stavek. En umira, LP. Ne, v bistvu dobiš pač točno napisano ta in ta oseba, mislim, na koncu piše ime in priimek te osebe pa starost, ampak v štartu ti pa povejo, ne vem, reanimacija, srčni zastoj pa lokacija. In ti pač moraš odgovoriti, ali sprejmeš, ali pač ne sprejmeš. In ti recimo sediš pač v urgenci in si dezigniran na tisti dan za teren. Tako. In ti samo čakaš te klice. In ko dobiš to sporočilo, ti in pač ta voznik in še en. Jaz in ta voznik greva. Aha. Ja, reševalci v Ljubljani so pagani v bistvu iz reševalne postaje. Prav, avto tvoj pa rešilc prijeta ločeno, ali kako? Tako. Aha, okay. V lepih vremenih pride prej še motorist. Dobro. Motorist ima v Ljubljani v bistvu ful hitrejši odzivni čas, kot vsi ostali. To je pa ena nora in tudi nevarna služba. Ne? Problem tega motorista je, da ga dostikrat težko vidijo, ker je manjši. Ja. Šiba pa to tako hitro. Ful se pele, on je v bistvu ful hitro, on je prvi običajno tam. In tudi lepa stvar teh vseh telefonov je, da on ti lahko nazaj sporoči. Ti imaš komunikacijo z njim. On pride tja in ti pač pove, to pa to je karkoli pač lahko tudi prek dispeča. Tudi dispečer, ki ostaja na liniji, recimo za to osebo, ki kliče, da rabi nujno medicinsko pomoč, tebi sproti pošilja sporočila. Kaj se dogaja, pa kaj je novega zvedel. Če tega preveč, te pa tudi pokliče. Daj povej mi, kaj pa ima ta dispečer, oziroma recimo, da zdaj rečeva nek panic button, da zdaj se zgodi tisto, kar se je s tistim balonom, ali pa neko verižno trčenje, iztiri vlak. Ja. Kaj se takrat, kdo to prevzame organizacijo v tistem trenutku? To v bistvu pa se mora pa sprožiti v bistvu... nek alarm, nekje. Ja, za množične nesreče. Tako je. Tako da tu pa pol prevzame vse skupaj civilna zaščita, no. In se organizira na čist drugačen način. A si bil na tečaju množičnih nesreč ali pa kemijskih? Nisem bil še nikoli. Tu se pol spremeni organizacija čisto. Oni v bistvu formirajo takrat regionalni center, to pač je Reko, ki potem on prevzame vas nadzor. Dispečeri imajo v bistvu pol še vedno eno vlogo, ampak samo bolj transportov. In pač ta regionalni center v bistvu pol koordinira celo akcijo, ki se tam dogaja, in če kakšna večja nesreča, se to pol v bistvu organizira tudi na mestu drugače in se mobilizira pač kolikor enot se rabi, odvisno pač od tega, kaj se je zgodilo. In tudi prvo reševalno vozilo, ko ga tja pošljajo, mora poslati po določenem ključu, kaj se je zgodilo, to je v bistvu metan kratica. Kratica dejansko pomeni major incident, je kot exact location. Aha, kaj se je zgodilo, kje? Ja, type of incident, hazards, se pravi, če imaš kakšne pline ali pa kakšne druge stvari, ne vem, nekaj bo eksplodiralo, access, number of casualties, pa emergency services. Teda to ima nalogo prva ekipa, ki v bistvu tja pride, da to nazaj sporoči in potem se na osnovi tega pošlje določeno število ekip. Hkrati se javi to v najbližjo bolnišnico, ki se pripravijo na različne vrste alarma. Ti poznaš zeleni alarm, rumeni alarm, pa pol rdeči alarm. Rdeči alarm ti pomeni popolna mobilizacija vsega osebja, ki ga lahko noter dobiš. Rumen alarm je pa v bistvu, da ti glede na to, koliko poškodovancev boš dobil, toliko ljudi mobiliziraš. Oziroma samo tiste najbližje. To je res tako filmsko. Ja, se v bistvu v Ljubljani to kar ful dobro poteka, no, ker mi imamo tu sistem, ki ti pošlje sporočilo na telefon. Ne vem, če si kdaj bil udeležen v kakšni od teh vaj, nas redno
testirajo, tako da jaz redno dobivam sporočila, vsakih toliko pač na random moment dobim message na telefon, da je to vaja in da moram nazaj javiti, v kolikem času sem lahko v kliničnem centru. In to je sam zgolj test. Ker določene druge bolnice izven še vedno kličejo osebje noter po telefonskem imeniku. In ful več časa zapravi. Tu imaš pa ful lažji, bolj učinkovit sistem, da ti sam pošljajo message, ali lahko prideš ali ne. Razumem, ja. To je pa kar noro. To je kar v bistvu ful dobro narejeno, no. Ja, si predstavljam. Se pravi, to te v resnici že najbolj zgodaj v specializaciji tudi učijo in vključujo. Mislim, a teren delaš takoj, ko začneš specializirati? Ne, v bistvu pri nas delaš prvo leto samo noter. Ambulante in to. Ambulante, pa v bistvu čisto tako, če konkretno gledaš, imaš ti kar veliko stvari se za naučiti. Najprej krožiš vse intenzive, od internističnih, kirurških, pediatričnih, enega celega kupa stvari, no. In potem počas po enem letu začneš postopoma prevzemati delovišča na urgenci. No. Mi smo vsi najprej začeli delati SNMP ambulanto, sproti te osnovne hitre preglede, pa stvari, ki naj ne bi bile toliko fejst nevarne, ampak vseeno se najde vmes kakšna mina, ne. Ja, tako da moraš biti pazljiv, kaj ja in kaj ne. Potem greš pa počas IPP, pa kirurške ambulante, pa pol na koncu v bistvu terenno. Mislim, kar najbolj se pozna, vem, da se pozna tudi v naši, mi smo tudi urgentna infektološka ambulanta, to je čist drugo, ne, k nam v bistvu priješ na potnico, ne prideš direkt pač iz ceste, razen če te pripelje zdravnik, ki napiše to na potnico, ampak kar hočem reči je, veliko stvari žal na urgencah več ni samo urgentnih, tudi zaradi pomankanja družinskih zdravnikov in si predstavljam, da tudi vi v resnici delate določene stvari, ki jih prej niste, ne? Kakšne, ne vem, urejanje, terapije antihipertenzivne, astmatične. Ja. Mi praktično čist by the book, ne? Če bi šel gledati po tem, kaj je plačano in kaj ni. Ne bi smeli, ne? Ne bi smeli, ampak pač v luči tega, da je res pomankanje družinskih zdravnikov v Ljubljani, pač včasih nimaš druge izbire. Po pravim bi mogli vsem tem ljudem izdajati račune, ne? Pa v bistvu tega nekako nimamo navade. Ja, seveda. No, ker potem, če si predstavljaš račun, v bistvu izda dejansko tvoja sestra, ki s tabo dela, pa včasih pol pride do neljubega pregovarjanja, zakaj zdaj ta račun, kako in kaj, in da pa če ta oseba prišla iskat nujno medicinsko pomoč, jaz si po eni strani res, ker ni imel kam drugam iti. Ja, ampak če gledamo tvojo definicijo, a veš, stanje, ki bo takoj povzročil zelo hudo poslabšanje zdravstvenega stanja ali smrt, to pač ni vse, a ne. Smo pa tudi pri nas velikokrat pride kaj pod nujno, kar ni nujno, ampak se mi zdi, da nihče se noče pač tudi zapletati v prepir in vsi želimo tudi razumeti situacijo v Sloveniji. Tudi ni fair, da v bistvu ti izdaš ta račun in je potem gnev leti spet na sestro, na zdravnika, to naj pač pošlje ministrstvo zaradi mene domov po neki kontroli interni in naj prevzame nekdo drug, pač to tisti, ki nekako je odgovoren za to, da ta človek do svojega zdravnika ne more, tako da te čisto razumem, da nekako ti, mislim, vem, da gledate marsikaj na urgenci, no. Ja, mislim, sej tudi druga stvar je, da pa mogoče so ljudje izgubili malo kompas. Sej težko je tu postaviti neko mejo, pa reči, to pa ne sodi na urgenco ali pa to pa sodi sem, zato ker včasih se kakšna res nujna stanja manifestirajo, ful banalne stvari ali pa človek mogoče ni pozoren. Absolutno, ja. Pač ne vem, sej jaz sem tudi že imela nekoga, ki me je prepričeval, da on pa sam po noč hiperventilira, ampak ko gledaš celo zgodbo nazaj, pa ko sem se jaz to skupaj sestavljala, pa mlad človek je bil, na koncu je šlo v bistvu za obsežno pljučno embolijo. No, recimo. Ne, pa tudi včasih si se lažje tudi posvetoval, pogovoril s svojim zdravnikom kot danes. Si šel pač tja in ti je on malo povedal. Zdaj človek doma težko oceni, ne, zdaj, a je to prsna bolečina, ki je zagotovo infarkt, a moram zdaj iti, a moram jutri. Pa celo spodbudno je, da mogoče greš prej. Se mi zdi, da so tudi malo obiskovalci urgence ločeni na dva taka pola. Eni so tisti, ki res čakajo predolgo in pride v taki sepsi, da ali pa nekdo, ki dvakrat pikne v rami, pa je tam. Pa je tu. Ne, se tu je težko neko jasno mejo postaviti, pa jasno povedati. Je res, da zaradi preobremenitve primarnega zdravstva nekako zanemarjamo to, da bi mogel svojega pacienta tudi na nek način vzgajati, pa ga podučiti. Tisti, ki je študiral 6 let in potem še celo specializacijo in v bistvu celo življenje in poznaš vse simptome, ali boš pa naštudiral ali pa veš kam pogledati.
In ti lahko v bistvu svojega pacienta usmeriš, pa mu poveš, le, ko se ti pa to zgodi, pa moraš takoj priti. Tako, ja, seveda. In pač tudi s pogovorom, kaj je v bistvu ta simptom, ki ga on navaja, ali pa to, kar je on opazil, ali zdaj to pomeni neko nevarnost, da se boš ti v 24 urah sesul ali ne. Sej, tudi mi smo sami ljudje, pa lahko da kaj spregledamo, pa ima to katastrofalne posledice. Ampak če si pa pač dosti pozoren, pa se dosti dobro s pacientom znaš pogovarjati, pa mislim, da lahko se temu izogneš. Ja, in tudi to, kar si zdaj rekla, se pravi, ta dispečer, v katerem se ti pogovarjaš, recimo, da on oceni, da ni tu srčni zastoj, on lahko tudi te veže na pogovor z zdravnikom, ne da? Ja, on lahko veže. Potem, če on ni, ali pa če ni siguren, recimo, zakaj gre, on velikrat pač dejansko veže in potem se ti pogovarjaš. Čeprav te telefonske konsultacije so najbolj triki. Ja, to je ful težko, ker ti osebe ne vidiš in ne veš, koliko je prizadet dejansko. In tudi neko delo dispečerov, kaj zdaj se v eni minuti odločiti, koga bom dal ven, je kar hud pritisk, pa v bistvu kar ena težka odločitev. Vse oni so trenirani in jih predno spustijo realno delati, jih imajo kar dosti časa na simulacijah, ampak ja, je pa pač odgovorno na koncu. Ne, pa te, kot si rekla, telefonske konzultacije, tako, mislim, to je res, ljudje mogoče ne vejo, kdaj vprašajo zdravnika, a lahko to, a naj pridem, pa ti rečeš, ne vem, gospa, če boli, pridite, pa kako ne veste, dajte mi povedati. Veš, kakšna je to odgovornost, da ti rečeš, počakajte do jutra, mislim, ti ne vidiš bolnika, ne vidiš simptomov, znakov, ne vidiš izvidov in to po telefonu se odločiti je res težko. In naslednja stopnja, veš, meni pišejo na Instagramu, kdaj a lahko samo to vprašam, otrok pa tako kašlja, pa ta izvid je pa jaz se ne dotikam tega, niti slučajno, tudi če bi imel licenco, ker še nisem specialist, itak nimam, ampak da ti nadaljavo nekaj rečeš, zanč mi je nekdo poslal sliko EKG-ja na Instagram, EKG infektologu, a veš, a hočeš umreti, ali kaj, že tako smo, mislim, tako, in sem sam, jaz to vse ponovati napišem, kaj, ali pa sploh nič ne napišem, ampak se mi zdi, to se je malo mogoče zdaj tudi v tem COVID času domačilo, da zdravnik kar malo po mailu, pa malo po telefonu, pa mislim, meni je to zelo neprijetno. Mislim, to je ena stvar, kako imaš ti meje nastavljene, se pravi, da ti v prostem času odgovarjaš ljudem za njihove zdravstvene težave, je mogoče malo tvoja, mislim, ne osebno tvoja, ampak pač osebno težava nekoga, ki se tega loti, ker mi smo ful veliko časa v službi in mogoče dajmo tisti čas, ko smo doma, usmeriti v ali svoje bližnje, ali svoje prijatelje, ali pa v samega sebe, zato ker težitek služba tako poje. In mogoče te ljudi usmeriti, da je pač priti takrat, ko bomo v službi, ali pa pač pet na urgenco. Če je nujno, absolutno, nisem jaz ta pravi. Pač ta težava, kaj po telefonih, kaj po mailih, to pa v bistvu se vsak od teh, v bistvu to večinoma zdaj delajo res družinski zdravniki, se odločijo pač sam, se vsak pri sebi ve, kaj si upa, pa kaj ne. Težko reči, pa neke smernice dati, ampak koliko so nas na faksu učili, so vedno rekli, če nisi siguren, boljše, da pride v ambulanto. Ja, tako je, vedno. Boljše, da jih 30 pregledaš za brez veze, kot da enega zgrešiš. In tudi ena druga stvar, ki jaz sploh nisem najprej pomislil, da je lahko problem, pa sem potem slišal to zgodbo ali prebral nekje, ne je bilo v Sloveniji, mislim, da ne, nekje v Evropi, da je ena mamica pošiljala pač pediatru nekaj izpuščajo od svojega otroka slikce in je Google algoritem to flagu kot otroška pornografija, ker je pač slikala pač otročka brez majice ali kakorkoli brez oblek. In je mu zablokirali ta mail, prijavo, naredili vse. Tako da dejansko še ena stvar mogoče, ki je, kar se maila tiče in to je sploh tudi en drug pogovor. Ampak dajva se vrniti, kaj me zanima. Vožnja z rešilcem. Zdaj, to je študenti, prvič, ko greš v rešilce, to je sploh dogodek. Jaz se vozim z rešilcem, kadar imamo premestitve iz intenzivo v intenzivo, pri bolniku, ki rabi spremstvo, ne grem na teren pobirati ljudi, ampak pri bolnikih iz bolnice v bolnico, ki ne morejo brez zdravnika, grem zraven. Najboljši ti povem kot Ljubljančan, ki živi v Ljubljani, odkar se je rodil, je skoraj najboljši občutek poleg tega, da varno pospremiš svojega bolnika, to, da v najhujši gužvi, tako ob 2 v Ljubljani, ko dežuje še, ko je, ne vem, 17,000 ljudi na Celovški, se tebi vsi umikajo in ti pač šibaš mimo, mislim, se ne vozim jaz, ampak pa si zadaj, umikajo se v avtomobilu, voziš mimo, šibaš, do Golnika pridemo iz centra, ne vem, v manj kot pol ure ali pol ure. To je res poseben dogodek, si pa predstavljam iz tvojega vidika, ko te pokličejo na neko, ne vem, prometno nesrečo, na neko reanimacijo, ko ne veš, kaj boš tam našel.
Da je pa to še en ekstra stres. Pa mislim, to je mogoče ti drugače gledaš. No? Recimo jaz, da bi te klice pa te stvari doživljala kot ne vem kak stres, Si se navadila, ne. no, Ali sem se nekako navadila, ali je pa fora v tem, da ti dobiš v bistvu sporočilo, kaj te na drugi strani čaka in ti ta čas po poti v bistvu izkoristiš, da se na to pač pripraviš. Če ti veš, da te na drugi strani čaka, ne vem, prometna nesreča, stok pa toliko udeleženci, hočeš pač preko dispečerja zvedeti, a je zdaj kdo ful hudo poškodovan ali ne, ali ti pa že oni javijo, pač ti nazaj pošiljajo sporočila, ali pa če greš na otroka, hočeš videti, koliko je star, koliko ima kil, da si ti lahko zračunaš neke najbolj ekstremne stvari in ti v bistvu se pripravljaš na neke ekstreme. Mislim, mogoče sem te stvari čutila, ko sem bila specializant na začetku. Mislim, jaz imam ful zabavne spomine na to, ker pač vse stvari nekako dojemam skozi glasbo. Ne? In jaz, ko sem šla na prvo prometno nesrečo kot specializantka, takrat, kot sem kot zraven zdravnika, smo imeli reševalci pač v komadu DC, ja veš, Thunderstruck in si tako že to je začetek tega komada, te v bistvu živcira, ne, in si tako fajn. Mislim, jaz nisem vedela, kam točno se peljemo, jaz sem vedela, da je prometna in jaz sem tako prosim, da ne bo avtocesta. To ti nabija v glavo. Še tisti komad, ne, tam ti nabija v glavo in vse skupaj in jaz v enem pogledam sem skozi okno, veš, volim, ko si prosim ne avtoceste in se pelješ mimo znaka za avtocesto in si tako super. Sej, na koncu cele zgodbe tam sploh ni bil tak problem, bila sta udeležena tovornjak pa eno osebno vozilo, takle se sliši dosti grozno, ampak v bistvu tisti tovornjak tam oplazil avto in na koncu je šlo sam za en v bistvu zlom stopalnice, pa oba udeleženca sta bila v redu, no, mislim pač pri zavesti pogovorljiva, ni bilo tlačno stabilna, malo prestrašena, tista noga je bila polomljena in to je bilo to. Dost hujše bi lahko bilo. Dost hujše bi lahko bilo. No. So pa te vožnje včasih res, mislim, tudi jaz v bistvu pomagam malo v Konicah, kjer je teren dost bolj divji pa dost bolj širok. Pa včasih kdo, ko se pelje na otroka, se res pelje pač ful hiter. Tudi recimo Danska, ko se spomnim, ko smo šli na ene krvavitve varit požiralnike, tiste je bilo res ful, ena izmed najbolj groznih intervencij, kar sem jih kdaj imela, pa zaradi tanga izgleda. Ker te varice res krvavijo. To res krvavi. Mislim, jaz v življenju pol nisem videla več tako hude krvavitve, ampak to je bilo, ženska je bila stara 88 let, pač res suha, 1,50 m, spravi nič je ni bilo skupaj, ampak tista njena kopalnica, v kjer je ona bila in tam pač to je bilo krvavo vse, tako recimo do pol metra višine, okoli in okoli, ona leži v mlaki tega in tam te gledate reševalce in te sprašujete, boš dala tubus in si ti tako, kam? Pač to vlije, jaz nimam kam dati, gledaš svojega mentorja in on pač tam te gleda in ti reče, nič ne boš naredila, mislim pač tu je že zun toliko krvi, da pač tu nimaš kaj narediti. Mislim, tisto je bilo res grozno in takrat smo se res po moje pelali čez 200, ker je bilo prek dispeča javljeno, da ne vemo, ali je oseba živa ali mrtva. In pač oni so imeli takrat taka navodila in to je šlo, kakor je šlo. Te rešilci res grejo hiter, ampak ljudje mislijo, da je edina poanta, da tisti se usede in vozi hiter. V bistvu mora biti izjemno dober voznik, ker na cesti sej imaš lučke in sirene, ampak kdo te ne vidi in ti si tisti, ki mora oceniti. Ko prejšti v križišče, kjer je rdeča luč, mora oceniti ta voznik rešilca, a ga vsi vidijo, a se vsi upočasnjujejo, a lahko šiba čez. Se mi zdi, da so to, mislim, to so kar, na to zgodbo to izjemno hudo krvavitev bi te vprašal, a imate vi kakšne nujne ali tako službene tečaje, tudi psihološke pomoči, sprostitvenih tehnik, da imate komu se lahko pogovarjate ali pa se morate pogovarjati, kako vi doživljate te zadeve? Mislim, jaz sem takrat v bistvu na tistem mestu pri teh krvavitvah sva se z mentorjem takrat dejansko pogovorila. Imela sva kar en čas, da sva vse skupaj pač pripravila, kar se dokumentacije tiče, ker oni imajo nastavljeno, da če kdorkoli na terenu v bistvu umre v prisotnosti zdravnika, mora pol priti še policaj. In sva nekaj časa čakala policijo in sva se tam okoli zaključevanja zdravljenja na terenu tudi pogovarjala. No. Mi se sicer v vseh teh tečajih učimo debriefinga, se pravi, če greš ti v, ne vem, na kjerokoli reanimacijo, bi mogel v bistvu svojo ekipo na koncu se usesti dol, pa pač se pomeniti, kaj je bilo dobro, kaj je bilo slabo, pa tudi pol v bistvu neke osebne občutke podeliti, no.
kako je kdo posameznikov dojemal To stvari. se sliši super, a to se dela v praksi? To v praksi pač si ti v bistvu odgovoren kot vodja ekipe, pač vedno je določen kot zdravnik, da je vodja ekipe in potem on naj bi sklical sestanek, da pač se zmeniš. Meni so te stvari sicer od doma dosti blizu, pač ker mi smo to na barki redno delali, da smo pač preverjali, kako se kdo od nas počuti, prosto so ful hecno sliši kot nek sistem doma, ne vem kaj, ampak dejansko smo hodili dostikrat jadrat z širšimi ekipami, z družinami in ko je veliko ljudi na malem prostoru, se hitro v bistvu skregaš in pa smo uvedli ta sistem, da smo se vsak večer malo dol usedli. Prav psihološke podpore, da bi imeli ekstra, pa nimamo, čeprav tujina to ima, zdaj mislim, da je UKC začel, tako da se po mojem tudi ti dobil v bistvu pač pošto. Ja, jaz sem se pa v bistvu sama pol nekje vmes odločila, ne sicer čist iz službenih razlogov, ampak bolj pač v bistvu iz osebnih razlogov, da pač sem nekako se odločila iti k psihologu, pa se vključiti v bistvu v psihoterapijo, pa se v bistvu s tem ukvarjati. No. To se mi zdi tako izjemna naložba vase, ne vem, da imaš nekoga, s katerim se lahko tako pogovoriš, pa se na ta način razčistiš določene stvari. No? In se mi zdi, da je kot družba, da bi mogli stremeti k temu, da imaš pač, ne vem, tako kot je normalno, da imaš trenerja, pa da imaš dietetika, pa da imaš, kaj zvem koga, da imaš tudi pač nekega terapeuta in da to ni nič posebnega, kar v resnici ni. In se mi zdi, da s tem, ko to ljudje tudi ne bi radi o tem govorili, pa tako, da delajo tudi škodo. Ena stvar, ker se mi zdi, da zdravniki, da bi lahko kakšen zdravnik več ostal, a veš, v službi ne bi šel, če bi imel bolj pomoči. In to, kar si rekla, mi dobimo recimo pošto od UKC-ja za kakšno okolje je, dajte povratne informacije, ne, psihološka pomoč. Ampak a veš, da, kakor sem opazoval ljudi, vsak od nas dobil to kuverto, to s takim cinizmom se sprejema, meni je bilo prav grozen, tako, kaj to delajo, to je brez veze, sam da jim je en teden dopusta, pa je to vse kar rabam. Ne, ljudje kar nočijo sprejeti, da pač vseeno mogoče ni čisto vseeno delodajalcu in da dela nekaj dobrega. Mogoče zato, ker toliko časa nismo tega podpirali, ali pa ker so še vedno razmere grozne in smo zelo obremenjeni, in bi vsi radi sam, da se razmere izrihtajo, ampak to, da se razmere izrihtajo, se ne izključuje s tem, da ti reče delodajalec, a lahko kaj naredim zate, a bi imel psihološko pomoč. In dokler smo pač tudi sami tako veliko ljudi defenzivni, se mi zdi, da ne vem, da se ne bo mogli toliko spremeniti. Mislim, dejstvo je tudi to, da v bistvu to je ful delo. Ti moraš vedeti, da iti dejansko psihologu na pogovor, dobro, ok, če greš enkrat v smislu na razbremenilni pogovor, lahko greš tudi na zbornico. Zbornica to pomoč dejansko ponuja. Ja, za člane se pravi, da imaš ti naletiš na nek ful hud dogodek, ki te je ful prizadel, običajno to opisujejo res pač, ne vem, tudi spodbujajo na vseh teh tečajih, recimo na MRMI-ju, pa v bistvu na teh kemijskih nesrečah, ki sem jaz nazadnje bila, je dejansko povedala ena od psihologin, ki je bila tam, da če imaš smrt otroka ali pa kako kaznivo dejanje, da lahko pač pokličeš tudi akutno. Obstajajo psihologi, ki se bojo s tabo pogovorili. Zbornica pa nudi ta razbremenilni pogovor, kdajkoli bi se ti v bistvu počutil, ne vem, ali overloaded z nekimi stvarmi, ali da imaš občutek, da si v neki kritični situaciji in se lahko greš tja pogovoriti. Je čisto anonimno, upišeš se, termini so to, ampak če se pa odločiš prav v bistvu za psihoterapijo, je pa ful naporna stvar, ni to tako enostavno, da rečeš, ja, se bova ene parkrat dobila, pa se pogovoriva, ampak ti pa v bistvu nekako zrušiš vse, kar si do takrat verjel, ali pa mislim verjel, ali pa bil navajen, pa v bistvu spreminjaš ene svoje vzorce, ki si se jih naučil, ali aktivno, ali pa so bili nekako na tebe prenešeni. No. To je dejansko delo, je dejansko projekt, dela na sebi, to ni to, kar folk objavlja po Instagramu, pa sem ja ful delam na sebi, pa ful se razvajam, pa ful se imam fajn, super, da se imaš ful fajn, super, da skrbiš za sebe. To je druga stvar, ampak mislim, ko se pa res spraviš v to, je pa nekaj časa res hudo, pa ful časa imaš, mislim, jaz sem imela ful časa občutek, da pač nikamor ne pridem, da pač vse skupaj nekaj stoji in vse skupaj se nikamor ne prestavi, jaz se še zmeraj počutim za nič in to pač ne gre nikamor. Mislim, pa ni bilo nič, da bi bila jaz v smislu depresivna, samo neke stvari so me res morile, pa mučile, pa nekako nisem najdla smisla in pol je pa kar nekako počasi se začelo vse skupaj malo, kot da bi se ti v bistvu oblaki malo odpeljali, pa nekako začneš
videti, kam greš. To je kar dobro sporočilo, se mi zdi, ki mi je super, da ga tudi pustiva, da tudi te ljudje, ki recimo, ko vidiš tam enega, ki se z rešilcem pripelje, pa ven z laufa, pa ima tisto oranžno opremo, pa ve, kaj narediti, pa veš, tudi tam v najhujšem primeru, ko vsi kričijo, si ti miren kot zdravnik in vlečeš te dobre poteze in to, da nekako sporočiš, da recimo, kot zdaj mi da sporočava, da tudi ti nisi imun na pač te strese in da če rabiš pomoč, absolutno je dobro, da si jo poiščeš. Mislim, vse meni je bilo v bistvu ful težko, no, dejansko se odločiti, da to res rabim, pa tudi vedno so me ljudje, tako ste rekel, vedno so me vsi ljudje videli v bistvu kot nekoga, ki pa ga nič ne more prizadeti, pa vedno sem se znala, pa vedno je se šlo skozi, pa vedno sem imela kao vse poštelano in si tako. Ja, pa v bistvu, vedno, ko si hotel nekomu povedati, le tele stvari mi pa ne štima, je bilo pa ja, pa kaj se imaš pa ti za pritoževati in si tako, ja, okej. To je ta grozen odnos, to, ker tudi recimo, mislim, ta poporodna depresija, kako je to ena grozljivo stanje in hormonsko povsem pač, bom rekel, pričakovan, mislim, je bolezen, ki nastane, ne, in najhuje, kar sem jaz videl, da se zgodi, recimo, pride domov ta pač mamica z otročkom in ima hude stiske, res hude, in to, kar si rekla nazaj, pa kaj se boš ti, poglej, kako je zdrav in lep otrok, sama sreča, dej nehino, kaj pa kompliciraš, a veš, ti imaš pa v glavi, mislim, kemične disbalanse in to je smotan, ne, da imaš ta občutek, kad si rekla, težko zdaj jaz moram razmisliti, če bi res šel v to ali ne, kaj bo to pomenilo meni, ja, nič, da si zrel človek, a veš, kaj ti povem, en članek sem najdel iz leta 2010, ki je naslov Social Relationship and Mortality Risk, meta-analiza, se pravi analiza veliko različnih raziskav. V glavnem en zanimiv članek, ki je nekako ugotovil, da je grožnja zdravju, izolacija človeka, osamljenost, večja grozna kot morbidna debelost, kot obesity. Ja, in vsi smo tako, hujšej, da naoš debel, umrl boš. Ljudje, ki so pač sami, ki so izolirani, ki so osamljeni, to je izjemno, mislim, nismo narejeni ljudje za to, no, tako da pač poišči pomoč, res to se splača, no, jaz tudi vem, da marsikaj v življenju ne bi zdržal brez, da se s kom povežem, ja. Mislim, pri nas je v bistvu res tako, no, jaz ne, da me zdaj služba toliko obremenjuje, pa da me te primeri iz terena ali pa tudi znotraj bolnišnice, mislim, se te prizadane, ampak jaz se ne obremenjujem s tem toliko, mogoče zato. Če bi te čisto vsak, pol najbrž ne bi te več mogel mislim, delati. Jaz imam tudi v bistvu srečo, da imam ful dobre sodelavce, tako specializante kot specialiste, ki v bistvu, če ti nekaj takega zgodi, lahko vedno prideš do njih pa jim pač poveš. In to je tudi na urgenci eno tako ful dobro okolje, kjer pač, če si imel eno ful hudo intervencijo, ti je nekdo na voljo tudi takoj, ko prideš nazaj. Nekdo, ki je pač v bistvu s tabo takrat v službi, pa več ali manj imamo zelo dobre pa tople odnose, tako da to je tudi ful lepo, no. Da te potolaži, pa te v smislu potrdi, da ti pač poveš, ko včasih res mislim, jaz mogoče delo na terenu dojemam isto kot pač, ne vem, nekoga, ki je skiper na barki, se pravi nekoga, ki ne moreš nikoli dati občutka svojim sodelavcem takrat, ko si z njimi na terenu, da jih je strah, ampak ti moraš vedno imeti svojo ful dobro kontrolo, ampak včasih v sebi, pa pol sploh na začetku kariere ful dvomiš v svoje odločitve, ki si jih naredil in je ful dobro, ko v bistvu znaš priti nazaj na urgenco, pa nekomu, ki je ali tvoj nadzorni ali pa tvoj sodelavec, pa ima ful več izkušenj kot ti, prideš, pa mu poveš, pa mu rečeš, tole pa nisem sigurna, sem prav naredil in on ti pač v bistvu potrdi, ja, jaz bi v tvojem primeru naredil isto, ali pa ti da mogoče pač neko usmeritev, da ne, mogoče bi bilo pa drugič, če se ti to zgodi boljš nekak drugače narediti. In te na ta način vzgajajo, pa te učijo in je to ful dobro. Pa še najbrž boljš delaš, ker si v okolju, kjer imaš neko varnost, občutek, da lahko jo poveš in da boš sprejet kot neko varno okolje, ne, za reševanje teh stisk. Tudi zato, ker to je pa en članek iz leta 2017 od Rosenbergerja, ki je pa gledal prevalenco izgorelosti. Sicer on je gledal leta 2010 pa 2014, ko da je že malo staro, ampak takrat že v ZDA delano, pri študentih medicine in zdravnikih že presegalo 50%. On je tudi razvrstil specializacije po vrsti, 25 jih je bilo in prva je bila Emergency Medicine, ki je leta 2014 bila blizu 70%, sicer oni imajo tudi malo drugo organizacijo kot mi, se mi zdi, in Amerika ima tudi svoje oni v bistvu težave. Drugače kamino, oni delajo noter, ne hodijo na teren, pa v bistvu ful več ur imajo. No. Ja, no, in tudi to v Ameriki so te ure. Tako da se mi zdi, to je nujno se s tem ukvarjati
Je pa ena zanimiva stvar in tukaj je en zelo pomemben poudarek, ki ga hočem narediti. Jaz sem zdaj ravno odkrožil tudi interno intenzivo, tam je ta v bistvu zelo znan slovenski zdravnik profesor Noč, ki je vzpostavil v bistvu to mrežo, se mi zdi eno od teh pionirjev za hitro ukrepanje pri srčnem zastoju. No in on mi je povedal na enem predavanju, ko smo imeli izobraževanja, da je bitka za človeka, ki ima srčni zastoj, zmagana ali izgubljena na terenu. Kako bi to pokomentirali? Ja, v bistvu če si kdaj odprl smernice za oživljanje od ERC-a, tam imaš verigo preživetja, kjer v bistvu taki 4 krogci so, ki si jih predstavljaš skupaj sestavljeni, in v tej verigi preživetja ima v bistvu skoraj ta glavno vlogo posameznik oziroma tisti, ki ta srčni zastoj v bistvu prepozna in takrat obvesti nujno medicinsko pomoč, pa začne v bistvu z izvajanjem temeljnih postopkov oživljanja. Se pravi, to sam da poudarja, ta človek je slučajno tam, nek mimoidoči kuhar, ne vem, študent, kdorkoli, ne dispečer in ne zdravnik in ne sestra, pač tisti, ki opazi, ker se mi zdi, da ne povej, veriga preživetja, kateri so pa drugi členi še, ki so potem... Ja, v bistvu prvi 3 členi so to, da on v bistvu prepozna, obvesti NMP, začne stise prsnega koša izvajati, pa pač uredi to, da pride AED, in potem ta zadnji v tej verigi je pa v bistvu to, da v bistvu pride pomoč. Ta zadnji, ker veš kaj je, se mi zdi, ko ti si nek laik, recimo si na cesti, pade dol nekdo se zadere, ne diha, nekdo ga trese. In potem se mi zdi, da glavni vtis vseh tam, pa tudi mene bi bil, če se ne bi s tem ukvarjal, je čim prej pokličimo rešilca. Ne? Upam, da čim prej pride rešilc, upam, da bo zdravnik, ki pride, znal, upam, da bojo hitro ga pripeljali v bolnico, da je tam en dober kirurg, karkoli, da ga rešijo. Ja. Ampak če ti zdaj teh 7 minut, sva rekla, ne, da pride rešilca, pa 6 minut, gledaš tega človeka na tleh, je v resnici... Ja, v bistvu zgubiš, možnost, da bojo možgani še kdaj delali normalno, je ni. Ja, v bistvu so se oba to učila, v 3 minutah približno se začne avtoliza možganskih celic. Spravi 3 minute lahko osebo pustiš ležati brez čegarkoli, pa se bojo začeli možgani praktično razpadati. No. Ja, in to je, to sporočilo, zakaj se učimo tudi pri avtošoli, pa in prva pomoč, ta pomoč, že to, koliko je 3 minute hitro mine, mislim. Ja. To, recimo, že da nekdo pade dol, pa si ti sam si živčen, da laufaš v drugo, ne vem, hišo potrkaš, rečeš, pridite pomagati, pritečeš nazaj, če ga odmes nihče ne masira. Ja, sej po smernicah v bistvu ga niti ne zapuščaš, če si sam. Ja. Ne? Dereš se, ko jesi, mislim, se odvisno, kje si sam, ne, zdaj pač, kar lahko, ampak se mi zdi, da to, da ti začneš stiskati prstnega koša, mi rečemo masaža, to se tiš tako neumno. Ne, masaže ne uporabljamo več. Vse to, pač laječemo se reče masaža, ampak pač mi tega ne rečemo, stisi prstnega koša. Ja. In to ne gleda to, se grozno sliši, pokajo rebra ali ja, se dejansko, ja. Ne, to je vse, kar lahko narediš in nihče ti ne bo mogel tega človeka rešiti. Res, to je taka razlika, ki vidimo, zdaj sem bil v tej intenzivi, kot sem ti rekel, in so vozili mlade ljudi po infarktih. Taka razlika, če je nekdo to delo in celo, evo, dobra novica, nove smernice, pusti upihe. Ne? Ja. Kot laik ne daješ umetnega dihanja v resnici, ker mislim, da je 7 ali 8 minut je dovolj, to nam je tudi predaval, no, profesor, je dovolj še nekega kisika v obtoku, da je ključno samo, da kri teče. V bistvu, jaz sem šla pa to, ko smo v sklopu pripraviti, v bistvu podcasta sem šla brskati, pa iskati, pa gledati, ne. V bistvu obstaja teorija, da v tisti krvi, ki je ki takrat ne teče po telesu, ki je pač stoji, ima še vedno eno osebnost kisika noter. Ne? Tako je. Ampak v bistvu je bila to ful težka odločitev, da dajo ven upihe, bolj so jih dali pa na račun tega, da bi laiki se prej odločili, zato da bi nekoga začeli oživljati, ker pač te upihi so bili vsem neka najbolj grozna stvar pač oživljanja. Tako da pri nekaterih stvarih je pa še vedno nujno, da ti daš upihe. Recimo pri utopljencu, pa pri otroku. Pri otroku je v bistvu srčni zastoj sekundarna stvar, kar pomeni, da je v bistvu najprej prišlo do zapore dihalnih poti in če ti temu otroku ne boš dal 5 upihov in s tistimi v teoriji predstavil stvar, ki je napravila zaporo dihalne poti,
ne boš rešil vzroka in boš vse, mislim, ti boš džabe stiskal tisti prstni koš, če boš pustil dihalno pot zaprto, ki je bila vzrok temu, da pač je sploh prišlo do zastoja. Tako da v bistvu dejansko skušaš narediti ljudem približati oživljanje, ampak še vedno, ko se uči, se še vedno uči dejansko, da se daje upihe. Se pove, da niso nujni, ker tu je folk tudi zamujal in delal prevelike prekinitve teh stisov prstnega koša. To je tudi problem, ja. In to je bil tudi problem, ampak v osnovi pa v bistvu vsi tečaji, pa vsi te obnovitveni tečaji prve pomoči, pa in za avto in vse še vedno predvidevajo upihe. Še vedno. Ja, mislim, še vedno se jih uči, ne poudarja se pa to, da je to zdaj nujno. Tako, ja, ker če pogledaš tudi, kako se uči, ker takrat si živčen blazno, ne? In učiš se, a veš, dej gor roko pa stiski, ali pa zvrni glavo, primi nos, poleg tega lahko je kri, lahko je slina. V glavnem, če ne delaš drugega pri človeku, če delaš stise prstnega koša v resnici, tudi mislim, da v Ameriki ali nekje so umaknili smernic celo paramedikov, tam se itak če ta dva lahko en ventilira in to, ampak stisi so tako ključni, da se ne prekinja, ker s tem prekinjanjem ti blazno zgubiš obtok, ker to seveda, ko ti stiskaš prstni koš, ni enako, kot da bi srce bilo. In samo to, da veš, da če človek dol pade, če je srčni zastoj, se ni odziva, ni pulza, da če ne drugega stiska, je tisti prstni koš, dokler ne pridejo reševalci, pa seveda, kot si rekla, če je možnost avtomatski defibrilator najti, ki so v javnih placih in posod, in to pripopati gor te zelo lepo vodi. In tudi medtem, ko to lepiš, medtem, ko to delaš, stisi prstnega koša, res, vsak lahko reši življenje na ta način, to sem res hotel poudariti. Mislim, se v bistvu, zato da rešiš ti eno življenje, rabiš samo 2 roke, ne? In tako da to je v bistvu full simple, ne rabiš nič drugega zraven, pa tudi naši pametni telefoni, danes omogočajo že vse možne aplikacije, mislim, da je celo zdaj Telekom dal aplikacijo Prvo pomoč, kjer imaš noter cele algoritme pa lokacije AED-ev. Je bila tudi AED baza aktivna, pa mislim, da imajo iPhone eno svojo aplikacijo iHelp, ki ti tudi pač zračuna razdaljo do prvega AED-ja. Drugače pa ful enostavno, recimo po centru Ljubljane je ful velik, tudi vsi shopping centri imajo pač skrite AED-je, mislim, ne skrite, ampak pač dejansko pod pultom od informatorja običajno so, tako da včasih moraš sam informatorja iti vprašati, pa vprašati kogarkoli, ki je mimo. Mislim, tudi dobro je, da narediš neko sceno, da čim več ljudi pride. Pa pride nek mogoče varnostnik, ki je imel tečaj, pa pride nek prodajalka, pa samo da pridejo ljudje in se začne to, nekdo bo že poklical. Mislim, ti moraš samo v bistvu prepoznati. Prva stvar je, da ti prepoznaš, da je nekdo dol padel, pa da ti ugotoviš, da ko ga potreseš, on ne odgovarja. To je ena stvar. Druga stvar pa moraš sam preveriti, on diha ali ne diha in ti moraš se odločiti v tistem. Če nisi siguren ali diha ali ne diha, se odločiš, da ne diha in da bomo začeli pač uživljati. Tako. In tudi na tem mestu lahko pač poveva, da v bistvu pravilni stisi prstnega koša so na spodnji tretjini, v bistvu na sred prstnega koša, čist na spodnji polovici prsnice. Stiskati je treba približno 5 do 6 cm globoko oziroma 1/3 prstnega koša. Pri otroku ne boste šli 5 do 6 cm, ampak samo 1/3. Je pa 5 do 6 cm pri odraslem kar velik, pri večini res počijo rebra, ne se tega ustrašiti, pa pač ne se zdaj reči, zdaj pa ne bom več. Ker pač v tistem trenutku je nam za tista rebra čisto vse. Rebra se bo že pocelila. Živ s počenim rebrom ali pa mrtev. Ok, tistih 6 do 8 tednov bo pač ga bo bolelo, se strinjam, ampak bo živ. Ja, tako je. Pa tudi fajn je, da v bistvu uživljate ne prehiter, pa ne prepočas. Tu še vedno pač je tako ima tudi BG-sov, sem tam mlajše generacije, ne vem, če še poznajo ta Staying Alive. Ritem od Staying Alive je ritem stisov prstnega koša, če kdo ni vedel, morda. Če ne pa mislim, veljajo tudi od Adele Rolling in the Deep. Ja, veš, da je na Spotify se mi zdi, da je nek playlist narejen komadov, ki imajo tak tempo. Mislim, se veš, pa imaš pa Highway to Hell, ne, mislim. A tudi sem paše, to tudi sem paše, pa Another One Bites the Dust, tudi sem paše. Kaj pa on tvoj, kaj je bil? Thunderstruck, ne vem, kako ima to frekvence. Ne, tisti, kar je. Dej povem, ti misliš, da se dosta učimo, pa poudarjamo, mislim tako, a bi mogli imeti recimo firme, ne, obvezne tečaje, enkrat na leto. Mislim, veš, tako je, ne, po Eureka študijo si mogoče kdaj slišal. Nekim je znano, ne. Ja, to se je zadelala ta 3. že. V bistvu oni preverjajo po celi Evropi, koliko se zgodi srčnih zastojev, koliko ljudi pristopi od lajkov in začne izvajati prvo pomoč, tako da zdaj
po tej Eureki 2, ker od trojke še ni vseh rezultatov nazaj, približno tam 50 do 60% srčnih zastojev ljudje oživljajo. Pač dejansko bystanderji. To je sicer kar v redu, ampak bi si želeli še več. To pomeni, da skoraj pol ljudi v bistvu na terenu pustimo več. Ja, pol ljudi na terenu pač pustimo brez neke prve pomoči. Včasih sam pokličajo, pa stojijo zraven, pa to se tudi v Ljubljani dogaja, ko bi si mislil, joj, pa se to ne more zgoditi. Ne? To je neka skrb, da ne bom kaj pokvaril. Je tudi? Ja, ali pa da me ne bo kdo tožil. Ja, dobro, v Sloveniji mogoče to še najmanj, ampak ti stiskaj, ti prstni koš, tudi če narobe stiskaš. Sam da ne pustiš človeka brez obtoka. In se mi zdi, da to je neko sporočilo, ki kar se hoče reči, ni tle glavni tist, ki pride z rešilcem, seveda je, seveda bo on potem prevzel vso skrb, ampak on bo prišel čez 6, 7, 8 minut, v glavnem, treba je res pristopiti. No. Ne, drugače pa realno ERC, se pravi ta Evropska komisija za oživljanje, je v bistvu že takrat leta 2015 rekla, da bi radi imeli projekt Otroci oživljajo. Pač to so podprli takrat pač WHO, pa Evropska fundacija za varnost pacientov, pa še razni drugi reanimacijski odbori, tudi Svetovna federacija združenj anesteziologov. Pri nas so se tega lotili pač Slovenski reanimacijski svet, Rdeči križ, AIDE baza, pa v bistvu Lions humanitarno društvo. No. Tako da oni so se zavezali k temu, da bi pač v osnovne šole uvedli 2-urne tečaje oživljanja za vse otroke starejše od 12 let. Ne vem, koliko se je tega dejansko pol zgodilo. Jaz vem že sam za svoj domači kraj, ker tega nisem našla nikjer na spletu tako jasno opisanega. Tako da pri nas, ker pač se z dobrodelnostjo ukvarjam že v bistvu kar več kot 10 let. In maja bojo pač en naš klub v Konjicah predal lutke pa defibrilatorje za učenje osnovnim šolam, tako da nekje z septembrom začnemo pa pol v bistvu z izobraževanjem in jim tudi jaz pomagam, pač kako kaj bi to šlo. Drugače pa jaz mislim, da tu študenti medicine v sklopu društev pa tudi Zveze študentov medicine Slovenije zelo veliko naredijo. Mislim, da projekt Za življenje še vedno organizira tečaje prve pomoči, ki so bili vsaj, kolikor se jaz nazadnje spomnim, zastonj. Sam javiti si moral, da se želiš, in takrat je prišla ekipa študentov, to sem tudi jaz delala kot študent, z v bistvu 45-minutnim predavanjem, pa pol z 4 postajami, kjer je mogel vsak udeleženec probati in oživljati in AIDE namestiti, krvavitev ustaviti, pa pač kako se v bistvu obnašati za tujkom v dihalih. Tako da so vse te postopke šli skozi, jaz mislim, da delajo ful dobro delo. Ja, meni se zdi tudi, da je to toliko smiselno, ker če to vadiš, ja, je toliko lažje iti zraven, ker imaš nekaj v glavi, če ne si tako, joj, kaj je bilo tam, delo sem izpit za avto 20 let nazaj, nekaj ga moram na bok dati, ali ne, in dejansko to, da ti imaš samo en tak tečaj na leto ali pa na 2 leti in malo obnoviš, je že razlika. Je že ful razlika, tako da tudi v bistvu, mislim, da je 16. oktober je svetovni dan oživljanja. In takrat v bistvu študenti medicine v sodelovanju z vsemi temi organizacijami, ki se ukvarjajo z oživljanjem v Sloveniji, organizirajo Slovenija oživlja in so v bistvu zastonj prikazi oživljanja po celi Sloveniji. Bile so, kakor se spomnim, točke Ljubljana, Maribor, Celje, kjer je tudi na voljo vsa oprema, ki jo imamo mi, da se jo pač prikaže in hkrati te naučijo v bistvu oživljati. Tako da to je nekaj ful dobrega. Tudi na spletni strani imajo oni ful dobro prikazane smernice oživljanja, čeprav jih najdete tudi na ERC-u ali pa recimo na SZUM-ju, se pravi na Slovenskem združenjem za urgentno medicino. Bom jaz vse te linke dal spomniti. Ja, se tudi lahko pošljem. Meni je bila ta od študentov ful lušna, pa ful blizu, ker oni so v bistvu sami naredili svoje slike in imaš korak po korak. Mislim, vse te od teh večjih organizacij imajo več teksta, oni so se pa odločili pač res malo več časa imajo na voljo mogoče, da so si prav poslikali vse korake, no. In je ful dobro za nekoga, ki bi ga zanimalo, da gre skozi tist. To je res dobro. Ti veš, kaj me zanima, no, recimo, kakšna je zdaj prihodnost pa nek načrt za Slovenijo in NMP, ker beremo v zadnjem času o velikih težavah v sistemu, tudi o tem, ker to pa je nekaj, kar bi moglo biti dostopno, seveda vsi plačujemo enako zavarovanje, recimo, ne glede na to, kje živiš, hipotetično bi mogel biti dovolj dostopna urgenca in rešilec, če ga potrebuješ. Kakšna se ti ocenjuješ, kakšna je tle situacija, pa kako bo zdaj šlo to
naprej? V bistvu pri nas smo kar se NMP-ja tiče, trenutno kar razkošno organizirani. Vsaj kar se tiče izvoznih lokacij NMP-ja po Sloveniji, pa ambulant, ki delujejo 24/7. Mi imamo čez dan odprtih 63 lokacij, z katerih izvažajo zdravniki, pač čez dan, čez noč jih je pa 54. To je kar veliko, recimo za državo, ki ima pač 2 milijona ljudi. To se planira nekako v bistvu spremeniti. Bolj tako smo se prej pogovarjali, bi radi šli v to, da imamo tako v tujini randevu sistem, spravi, da reševalci izvažajo iz drugega kraja kot zdravniki, pa da bi bilo mogoče zdravnikov odzuni manj, pa bi tisto v bistvu na ta način, da je v ločenem avtomobilu v bistvu predelal, bil na večjih lokacijah in prej prost. Če si ti predstavljaš, da ti na terenu nekaj oskrbiš in potem pošleš brez spremstva zdravnika noter, samo spet ti kot zdravnik oceniti, ali je to varno, da gre brez ali ni varno. In ti šibaš naprej. In ti šibaš pač naprej na drugo stvar, če pač ti to dopušča. No. Tudi to je v bistvu, da dispečerski sistem bi se rad vzpostavil po celi Sloveniji, ker trenutno še ni. Mislim, da je večji del vzhodne Slovenije zaenkrat pokrit, vzhoda mogoče malo manj. Ampak to pač gre počasi in se je ustavilo na račun tega, ko je prišla epidemija. Takrat je to vse skupaj epidemija malo zabremzala in se je vse skupaj obrnilo v drugo smer. Pa so pa tu pač urgentni centri, ki v bistvu je bil ta enotna metodologija urgentnih centrov v letu 2015 izdana. Pa v bistvu najbližje temu je Mariborski urgentni center, kar pač je bila takrat želja postaviti, no. Zdaj pa urgentnih zdravnikov tudi nas je zelo malo, če si predstavljaš v eni Sloveniji, nas je 180 vse skupaj in specialistov in specializantov. To res ni veliko. Sploh, če bi recimo želel to si vsi želimo, tudi nek urgentni center Ljubljana, ki bi, tako vsi upamo, bi prišel not, ne bi čakal, hitro bi bil na vrsti, bi imel ogromno zdravnikov, ogromno sester, to pač... To pač je kadrovsko tako je, tako da to bomo videla, kaj se bo odneslo, to je v bistvu tudi nekako urgentnim zdravnikom v interesu, da bi pač tu stali in da bi imel možnost vsega tega, kar zdaj delaš, v bistvu kot specializant tudi pol naprej upravljati. Čeprav enim ljudem se zdi to absolutno noro, ne? Mislim, ker mi tako širino znanja, ko jo imaš na koncu specializacije, je v bistvu noro vzdrževati, pa pač težko je v bistvu biti dober približno vsem, ampak pač ti v bistvu nisi kralj ničesar, no. Razumem, ja. Se to je to, veš, masters of everything, kings of nothing, ne. Se pravi, v bistvu, ampak to je po eni strani, je pa to tudi taka medicina, ki veš, kaj kdaj rečejo, ne, da kirurg za levo roko ne zna desne operirati, da smo se toliko subspecializirali, a veš, in je na nek način to tudi zanimiva medicina. Ne, jaz sem najdel en zabaven quote, ne, ki je v bistvu Sandberg je rekel, da emergency medicine is the most interesting 15 minutes of every other speciality. Razumem. Se pravi, najbolj zanimivih 15 minut teorije vseh drugih specializacij vi znate. Čeprav enkrat, veš, srednje čite moje nedelje po noč na IPP-jih so vedno zabavne, ne, in enkrat sem bila eno pripravnico, ki je sicer rekla, da je ne zanima urgenca, ne, ampak da ona je zdaj prišla k meni pogledati, kako izgleda surova medicina. Surova medicina, wow. Jaz sem tako, wow. Infektologijo malo paniramo, pa ne vem. Začinimo. Očitno imate že pečen ali pa že skuhan, mi smo pa tam, ko je še vse tako malo. Eno vprašanje imam še, se bova počasi končala. To je resnična zgodba, ne. Moja draga Omi, se pravi stara mama, zdaj je že žal pokojna, no, ampak je enkrat kliče mojega očeta, še zbudi ga zjutraj in on dvigne in sliši samo dihanje, ne, tako še hropenje se mu je zdelo, ne, in on nazaj, mama, kaj je, ne, on hrope tam. In prekine, ne, in on jo kliče nazaj, je ne dobi, v resnici se je ona nekako sedla na ta telefon, ga prižgala, pa pač pospravljala sobo, ni imela še aparata, not ni slišala nič. No in on, kaj bom naredil, ne, gospa stara 85 let kliče pač NMP, vse aktivira, vse razloži in njo klicari, ne, in potem v glavnem njo dobi, ko so oni že bili praktično pred vrati, in je sam, ona dvigne, dobro jutro, on takoj nazaj, da je odpri vrata, ne, in je rekla, da je odprla vrata, so bili neki gasilci, zdravnik, 2 reševalca,
In daj povej mi ti zdaj, ne, ona ima neka blasna protivlomna vrata, vi to vse prežagate, kako prijete vi lahko noter? Ja, v bistvu ne mi, to pridejo gasilci. No, vi, ja, ti jih ne brcaš tja noter, ampak ti z gasilcem zgledajo pripravljen, da tista protivlomna vrata razsuje. Ja, mislim, v bistvu ful luštno, ne, mislim, to, kako ti opisuješ, da to ful razsuje, oni pridejo z enim takim luštnim kuferčkom, čist elegantnim in odpre in potem pač zbere, kar rabi, da ta vrata da dol. Aha. Bolj elegantno je sicer, če imaš svojca, ki ima ključe. Ja, absolutno. In ti on odpre, ker takrat... Mi smo bili v nekih termah na jugu Slovenije 3 ure stranja. Ja. To ti pol tako lepo sname, ja. Ja, pač moramo do pacienta nekako priti, ampak takrat imaš zraven. Zanimiv kufer je to. Zanimiv kufer. Mislim, jaz se za temi protivlomnimi vrati počutam tako neustavljivo, očitno. Ja, očitno, mi pač vse moramo znati. Dobro, da so jo priklicali in da je odprla takrat, da ne bi res kap, ki bi začel udirati v... Ja, itak. Mislim, pa še nova vrata bi rabili, na koncu, ko jih niso poceni. Valentina, po moje je to najdaljši pogovor do zdaj. Sej ne vem, kam sem šla. Ja, vas bi te še spraševal, veš kaj mi, ne, se te bom sprašal. Lahko ti povem, sem še v bistvu moja najbolj taka teatralna zgodba, ko se mi zdi, da ti bo mogoče zanimiva. Absolutno. Jaz, ko sem bila poslana na svojo prvo reanimacijo, na kateri me je bilo res pač ful strah, ne. Reanimacija pomeni, da je človek pač najbolj mrtev, ne. Sej na koncu ni bilo tako hudo, kot je bilo prvo sporočeno, pa jaz sem zraven vzela vseeno specialista, ker to je bil moj prvi samostojni teren. So dobro, da sem ga vzela tako. Ja, pač... On predal specialistov se odprla pa in ga pobasala sama. Lepo sem ga prosila, če gre z mano, rekel je, ja, glede na to, da je ura 7:05, ne, in da je na urgenci še ni gužve. Ampak tako je bilo v bistvu, gospa je imela hudo pač poškodbo glave in jaz sem prišla tja na teren in bila je za intubirati in pač v tistem, ko smo se mi pripravljali na intubacijo na seživo, smo mogli intubacijo narediti zunaj. In spet smo imeli meso vrata od avto odprta in imeli so komad Who Wants to Live Forever. In res da ti se odločiš zunaj. Kot da te nekdo zafrkava. In si tako res, zdaj mi morate ta komad tu zraven rolati. Ampak ja, to je tak en izmed najbolj teatralnih spominov, ker jaz sem na koncu še rekla, zakaj ne moramo tega v avtu narediti, ampak smo imeli žal en avto, ki pač se ni dal noter prostorsko to narediti in sem tako, ok, v redu. Doktorca, ne moramo v avto, ampak se bom dal musko bolj na glas, veš. No, tako da zdaj, vsakiš, ki slišim Who Wants to Live Forever, se spomnim na to, ne? Dobro, je. Ampak je res tak en teatralen spomin, no. To je res dobro. Daj povej mi še to, vedno vprašam, a si kakšno dobro knjigo prebrala v zadnjem času? Jaz sicer knjige berem zelo tako, ne? Par mesecev eno. Te zelo razumem, ker se mi podobno kdaj dogaja. Ampak ja, v bistvu tako, no, jaz sem knjiga, ko je meni pustila kar dosti za razmišljati, je bila v bistvu Umetnost enostavnosti. Spravi How to Live More with Less. To je v bistvu od ene avtorice, ki je Francozinja in se je preselila na Japonsko. Ta je bil ful tak lušten, no, in v bistvu bolj po moje za ženske primerna, no. Drugače tudi ful huda je od Mark Mansona The Subtle Art of Not Giving a Fuck. To sem pa že slišal, pa nisem že prebral. Res, mislim, tak zanimivo ti prikaže, da vsak mora imeti neke stvari, za katerega pač briga, ampak ne smeš jih imeti preveč. Drugače pa od teh ostalih pa recimo ta Into Thin Air, ko gre v bistvu v ekspediciji na Mount Everest leta 2006, mislim, da je bilo 1996, ko je šlo 5 odprav na Everest, pa v bistvu se ful malo ljudi dol vrne. In v bistvu zelo veliko ljudi, ki je šlo v to odpravo, je zdravnikov, od kardiologov do anesteziologov. In pa ti vsaka, od začetka je ful turobna zabrati, ker prvih 150 strani samo opisuje te različne ljudi, ki jih avtor spoznava. Drugače je avtor isti kot Into the Wild, če si gledal film. Ne. To je tudi ful dober film, pa knjiga. Pač ta Into the Wild se gre k v bistvu en tip, ki ima poln kufer moderne družbe in se odloči za svojim venom iti nekam v naravo. Tako da vse ostalo ti nam spoilala, ker se tega splača pogledati. Pa Eddie Vedder je pisal glasbo, se pravi od Pearl Jamov in je res dobro. No? Tako da to se ti splača. Ta Into Thin Air je pa v bistvu ful ti karakterno vse ljudi upiše, pa pol se v bistvu te karakterje malo topijo eno drugo in se ful povežejo kot ekipa. Pa tudi ta
odziv na to, kaj vse se mu je dogajalo, pa kaj je on čustveno doživljal, ko je hodil gor na Everest, oni so šli vse na vrh, pa takrat niso pričakovali, da bo slabo vreme in pa se pojavi en oblak, kar naenkrat z lepega, pa nobeni vremenski ga ni bilo in se vse sesuje. In v bistvu preživi to, mislim, da jih vse skupaj enih 5, ki to preživijo in pa v bistvu njegovo doživljanje. On je šel tja pisati, ker takrat so odprave na Everest postale v bistvu množične. In pol pač bi mogel pisati sam, kako izgledajo, na konci pa v bistvu doživel najbolj traumatsko zgodbo. No. Wow. Ful huda knjiga, no, da ti veliko zamisliti. Ja, mislim, tudi, hvala za te priporočila. Vse to bom napisal tudi spodaj, za tiste, ki bojo hoteli, da se ne bojo zdaj vmes med avtom. Ja. Med vožnjo, če to poslušajo, to zapisovali, da ne boš imela Valentina več dela. Drugače imaš pa tudi Zaplotnika pot, ki so jo zdaj izdali po 40 letih. To je pa naš alpinist, zelo znan, ki je žal zelo mlad umrl. Tudi ta knjiga je ful dobra, no. Pa če sem jo brala takrat, ko sem... Je neka druga izdaja. Ja, nova izdaja je prišla ob 40-letnici smrti, mislim, da. Ja. Njo se splača prebrati, tudi če nisi alpinist, no. Pač ti da veliko takih življenjskih misli. Ja, hvala tebi za vse življenjske misli in za to, da tudi jaz malo bolj razumem te dispečerje in vse ostalo. Mi na infekcijski seveda veliko sodelujemo tudi z nujno medicinsko pomočjo. Velikokrat nam dostavite kakšne, bom rekel, zanimive infektološke bolnike, ki nujno potrebujejo nujno obravnavo. Tako da hvala za vse, no. In upam, da tudi tebi bil v redu pogovor. Odličen. Ne vem, koliko časa sem zapravila, ker itak ne gledam na uro, ko nisem v službi. Ti doma ne gledaš na uro, vidiš. Ja. Jaz gledam, kdaj more otrok spati, jest. Jaz še nisem tam. Prav pol vidiš, da manj, ko si po regalcih, pa bolj, ko si prilagodljiv, pa spontan, tudi otroci, manj imaš stresa v življenju. Res hvala, Valentina, za to vse. Upam, da zdaj veš, da te v resnici maram. Ja, glede na to, da sem med prvimi 20 ljudmi na podcastu, je to kar velika čast, ki bo rekla. To je glavno merilo. Ne, se vem. Tisti ljudje, ki še niste bili na podcastu, je velika verjetnost, da vas ne maram. Ne, to ne, se vem. Tudi poslušalce imam rad in hvala, da ste bili z nama. Prosim, če kaj odnesete, je to, da pristopi k človeku, ki pade po tleh in ga začni masirati, če porabim ta izraz. In to je to, no. Hvala za posluh. Zaključno misel pa prepuščam dr. Pugal, izvoli. Zakaj bo zdaj jaz temo zaključno mislila? Ne, mislim, jaz bi sam za zaključek povedala, da v bistvu 2 roki lahko rešite življenje, pa ful se je fajn zavedati, da dok ste zdravi, dajte živeti življenje. Točno to. Vse ekstreme, pa vse stvari delati z glavo. Jaz nimam nič proti njim, ampak sam delajte jih varno. To čelado na kolesu, evo še ena sporočila. Ker after all, who wants to live forever? Ne v tistem smislu. Adijo vsem in imejte krasen preostanek dneva.